današnji zasnežen zimski dan smo si izbrali za ogled in obisk jelenovega grebena pri Olimju, kjer nas je pričakalo 150 jelenov in mnufonov. Živali so na prostem po zimi in poleti, pa si poglejmo, kako se jim godi. Jelenov greben si zasluži svoje ime po teh čudovitih živalih za nama. Nam lahko bolj natančno poveste, za katere živali natančno gre in koliko jih imate na tej svoji posesti? Poglejte, tu je približno nekje okoli 150 živali in to so jeleni lopatarji in pa mufloni. Lopatarje imamo trenutno dve vrste. To so črni so aksisi, medtem ko rjavi so decisi. Medtem ko mufloni so pa korzijsko nizko rastni mufloni in tega je približno vsega skupaj nekje na 8,5 hektarjih 150 živali. Ko smo se pripeljali sem, smo videli, da so vrata odprta. Kako da živali ne pobegnejo na prosto? To je čisto preprosto. Prekopirali smo idejo iz drugih farm in to najprej smo to videli na Gorenjskem na Pokljuki, kjer imajo ljudje za krave, ki se pasejo gor po teh planinah, da ne brijo dol dolino, preko cest te ležeče pastirje in to so ti avstralski pastirji in to so okrogle tube, polno železo, katero ima razmaka nekje 5 cm, to za vsako, ko žival hoče na to stopiti, lahko noga vmes drkne, notri je jama in avtomatsko ona, ko to vidi, dobi en podatek v glavo, zaradi katerega sploh ne pride preko. In to imamo mi dan in noč odprto, zanimivo, da se tega bojijo in konji, krave, v bistvu vsi parkljivci, tudi psi. Živali hranite s koruzo, jejo še kaj druga? Vsekakor jejo, zdaj po zimskem času dohranjujem seno, silažo, jabolke, jabolčne trupine, potem pesne rezance, koruzo. Koruza je kot en priboljšek, zaradi katerega tudi najhitreje pridejo, čeprav ne priporočamo neke posebne uporabe koruze, ker je ovs neprimerno boljši. Je pa to, da zdaj njim tudi ne smemo neke posebno velike količine hrane dajati, ker je zima in njihov prehramben ciklus se po zimi spremeni. In oni po zimi zaužijejo manj močne hrane, oni bolj rabijo balast, hrana, katera poskrbi, da je prazna, da oni samo vzdržujejo neko kondicijo, neko težo, medtem ko vse ostalo loj, ki ga je pa čez poletje nabrala ta žival, si ga mora pa po zimi tudi porabiti. Videli smo, da jih tudi otroci zelo radi hranijo, nekateri si pustijo jesti celo iz roke. Kako je z vašimi gosti, odkot prihajajo k vam? No, zdaj ste sami videli, da je trenutno danes tukaj več tujcev kot domačinov. To je pač specifika, ker zdaj mi Slovenci že delamo, medtem kot Rusi, Italijani in pa Hrvati imajo pa še prosto. In zato je tudi danes nekoliko več tujcev, drugače pa prihajajo iz celega sveta. Največ je vsekakor še Slovencev, ti nas letos niso, oziroma lansko leto niso pustili na cedilu, ker bom povedal, da smo lansko leto tudi imeli večje število obiska slovenskih gostov kot prejšnja leta. Drugače gosti pa prihajajo iz bližnjih term, terme Olimja, iz Rogaške Slatine in to je to. Na jedilniku v gostišču je jelenovo meso. So to ti isti jelenčki oziroma te iste živali, kot jih vidimo tukaj? No, če bi bilo to od naših živali, potem danes ne bi imela kaj videti. Mi vsekakor meso moramo nabavljati drugje z drugih farm, kjer imajo tudi dame, ker zato za nas pripravlja ena firma, katera nam to poskrbi, da imamo mi vedno na zalogi to zadevo in to je to. Je pa res, da svojih pa tudi moramo kar nekaj odstraniti, ker te živali moraš selekcionirati, moraš paziti, moraš gledati, da ne pride do incesta, zato tudi vsake 4 leta zamenjamo vse samce in tako dalje. In pa vedno moramo poskrbeti, da tisto, kar pride na jedilnik, kar pride na krožnik, pretežno je to mlada žival. To niso starejše damo potem salame, paštete in tako dalje. Piki! Gremo! To so košute pa mufloni.